Dragi člani rumene družine, ljubitelji in ljubiteljice nogometa, pozdravljeni že v 5. domžalskem klubskem magazinu Skozi rumena očala. Sezona je za nami in bilo je toplo hladno. Včasih smo se veselili, a prišli so tudi žalostni trenutki. Ker je naša ekipa pozitivcev, dajmo začeti z 2 dobrima novicama. Prva je ta, da vas tudi tokrat na koncu oddaje čaka nagradno vprašanje, ki vam lahko prinese bon za 50 € za dobrote v pivnici in pivovarni Adam Ravbar v Domžalah. Ta druga pa ni samo dobra novica, ampak je naravnost odlična. Naša mladinska ekipa je osvojila naslov državnih prvakov. Hkrati smo si po osvojenem skupnem številu točk kadetsko-mladinske lige priigrali že 5. nastop v mladinski ligi prvakov. Vsaj pri ta mladih lahko zavpijemo: Evropa, prihajamo! Temu primerno je navdušen mladinski trener Darko Birjukov. Popolnoma zasluženo osvojili titulu prvaka 3 kola pred koncem v taki konkurenciji. In še enkrat, evo, če se lahko še enkrat, svaka čas fantima. Normalno, da ogromno pomeni meni, normalno, da ogromno pomeni klubu, predvsem, kjer smo še enkrat pokazali, da smo najboljša šola v Sloveniji, da to ni neko nakladanje, ampak da je to dejansko, to drži. Tu ni nekog blefa, tu lahko govorimo mi, lahko govori kdorkoli, ampak igrišče je na koncu tisto, ki pokaže dejansko, zakaj smo mi najboljša šola v Sloveniji. In evo, to je že odkrat UEFA podarja vstopnicu za ligu prvaka v skupni lestvici, mi smo že 5. V tej priložnosti bi se tudi čestito kadetima, ki su odigrali odličnu sezonu. Dobili smo ogromno fantov, ki iz kadetov lahko grejo i igraju takoj za mladince. To se pokazalo tudi v tej sezoni, kjer su dejansko mnogi kadeti prihajali nam i bez problema odigrali tekmu i bili med boljšimi posamezniki. In mislim da je to še ena nagrada i meni, i Žuninju, i Majdiću, i Klopčiću, i Luki Livojeviću, ki je dejansko živio z nami, predvsem normalno klubu, ki je vedno 3 koraka pred drugima i ki je vedno vlagal v mladinski nogomet. Seveda pa dobre volje in ponosa ni skrival tudi vodja mladinskega nogometnega centra Luka Livojević. Ja, sezono MNC lahko ocenimo kot zelo uspešno. Spet smo bili, se pravi, skupni zmagovalci, gremo naslednje leto v mladinsko ligo prvakov. Prvaki smo bili tudi pri mladincih, poleg tega smo predstavili tudi dosti debitantov v širši Sloveniji, so jih spoznali, so debitirali tudi iz našega mladinskega pogona fantje. Tako da ja, ob tej priložnosti se lahko v bistvu zahvalim vsem trenerjem v MNC-ju, od male šole nogometa, ki jo imamo, pa vse do U19, plus vsemu podpornemu stafu, ki dela zraven, da lahko pač damo fantom, mislim, da največ v Sloveniji. Tako da ja, še enkrat smo dokazali, smo najboljša šola in to je to, kar šteje. Pa dobro, ja, kakor mi vedno pravimo v Domžalah, ni vedno, sploh v mladinski kategoriji, ni vedno rezultat na prvem mestu, če smo prvaki, super. Drugače pa nerezultatsko pa sigurno to, da smo mlajše igralce, kakor sem že prej rekel, članih predstavili. Tudi že nekaj časa imamo politiko, da v mladince sploh ne vozimo igralcev, ampak vedno ponujamo priložnost mlajšim, se pravi, tudi veliko kadetov je igral za mladinsko selekcijo, veliko, mislim, da je tudi 6-7 igralcev U15 že debitiralo leta za kadete, tako da to je tudi plan za naprej. Čim prej ponuditi mlajšim igralcem tekme v višji kategoriji, da lahko bolj napredujejo. Jaz mislim, da ekipe so konkurenčne, tako drugače, ja, pa kadetih mogoče res nismo bili v vrhu, smo pa, če pogledate, na začetku sezone začeli s 7 vhodnimi kadeti, ker je ta preskok od 15 do 17 mogoče najtežji, tako da tako bo tudi naprej, zato ker vidimo, da se fantje razvijajo, ne vem, Klemen Mlakar, Topalović, Golić, še 1 leto nazaj so igrali v bistvu v 15 ligo, letos smo že vsi videli, so debitirali za člane in ja, to je želja tudi za naprej, tako da jaz mislim, da imamo tudi pri U13, U14 imamo fante, ki sem po mojem mnenju sigurno med top v Sloveniji, tako da bojo tudi oni
slej ko prej prišli gor. Treba pa je trdo delati, nič ni pač podarjeno. Tisti, ki pokaže voljo, tisti, ki pokaže pač voljo do dela, tisti, ki pokaže, da napreduje, bo sigurno dobil šanso tudi pri starejših. Ja, na mladih svet stoji tudi v nogometnem klubu Domžale. S sosedskim derbijem in remijem 3-3 proti Kalcar Radomljam je prvenstvo zaključila tudi naša članska ekipa. Mesto na lestvici in to, da se nismo uvrstili v evropska tekmovanja, zagotovo ni tisto, kar smo si pred sezono želeli. Veseli pa, da so se nekateri mladi igralci resnično uveljavili v članski zasedbi. Črto pod sezono je potegnil po novem izvršni direktor kluba Matej Oražem. Vsekakor v prvem delu sezone nismo bili zadovoljni ne z rezultatom, ne z implementacijo mladih igralcev. Mislim, da v drugem delu sezone smo to močno popravili, sploh v zadnjih tekmah. Me veseli, da je veliko mladih fantov dobili priložnost. Jaz mislim, da so se tudi dokazali. V končni fazi smo obe tekme odigrali neodločeno, kljub plejadi mladcev in pa različnim čustvenim stanjem naših igralcev ob odhodu našega kapetana. Tako da, če rezultatsko absolutno ne moramo biti zadovoljni, smo pa z tem zaključkom sezone lahko zadovoljni, ker mislim, da smo odlične temelje za naslednjo sezono postavili. V kratkem bomo na tiskovni konferenci predstavili tudi imen novega trenerja. Trenutno se s tem najbolj intenzivno ukvarjamo. Sočasno s tem in pa z roko v roki gre pa tudi poletno kadrovanje, ki bo zaradi kar številnih odhodov ob koncih pogodb in pa upamo, da tudi ob kakšni prodaji kar pestro, tako da bomo tudi na drugi strani mogli to skompenzirati in tem mladim igralcem dodati nekaj izkušenj, nekaj znanja, zaradi tega, da bomo lahko bliže mestom, kamor mislimo, da sodimo. Jaz mislim, da je Senijad pripravljen, vsi, tako on kot vsi v klubu, se veselimo začetka tega sodelovanja, trenutno je seveda na zasluženem oddihu po naporni sezoni, nemudoma, ko se vrne, se bomo pa lotili dela. Kar nekaj dela nas čaka, več kot 10 igralcem iztekajo pogodbe, nekaj jih bo zapustili seveda tudi na nogometni tržnici, tako da Senijadu želim srečno, vedno imam pa v meni največjo pomoč in pa oporo v teh časih, poskušali bomo pa tudi na vseh ostalih področjih slediti, zato da bo lahko športni del kar se da konkurenčen, ker nam je do zdaj kar dobro uspevalo in prepričan sem, da bo Senijadu tudi to uspelo, mi smo pa tukaj, da mu omogočimo najboljše možne pogoje za to, da bo lahko tudi to izvajal. Ja, seveda smo zato ob koncu sezone ujeli tudi zdaj igralsko upokojenega in na novo pečenega športnega direktorja nogometnega kluba Domžale Senijada Ibričića. Ibro, veliko si že povedal, vsega je bilo, sedaj si se poslovil na igrišču, si se poslovil izven igrišča, z družino, s prijatelji. Kako je bilo v teh dneh? Kaj nam lahko poveš? Je prišel glas nazaj? Mislim, da vse skupaj je bilo prelepo in mislim, da sem že povedal na zadnji tekmi, da sem bil zelo presenečen, kaj ste mi vse naredili vi iz kluba, navijači in vsi. In mislim, da sem zelo ponosen na to. Seveda po tekmi sem še 4-5 dni se poveselil z družino, s prijatelji in zdaj gremo naprej. Nova funkcija te čaka, kako si pripravljen na to? Ko mi čakam, mislim, da me zdaj čakajo novi izzivi in ko mi čakam, da se začne. Kaj bo pa tvoja prva prioriteta v vlogi športnega direktorja? Pa seveda bom začel s kadrovanjem igralcev in bom se pogovarjal s igralci, katerim pogodba izteče, na kateri imajo še, tako da prvo bo igralci, pa potem gremo naprej. Ibro, uspešno v nove delovne zmage. Prišli smo do rubrike Kaj pravijo znalci. Tokrat je naš sogovornik nekoč vrhunski napadalec Dražen Žeželj, ki je v Domžalah nastopal ob osvojitvi zadnjega naslova državnih prvakov. Lahko rečem, da je to bila ena fantastična zgodba strani kluba, lahko rečem tudi samega mesta, sami okoli ljudi, ki so bili povezani s tem klubom. Tako da, kar se tiče ekipe same, lahko rečem, da smo imeli res eno ekipo na nivoju, da smo imeli res eno širino, kvalitetne igralce, kvalitetno strokovni štab,
v bistvu vse je bilo na najvišjem nivoju. Lahko rečem, da sem v Domžalah v bistvu v tej moji karieri doživel res najlepše trenutke, ne. Tako da lahko rečem, da mi je bilo z veseljem in ponosom, da sem nosil ta grb, ne. In še danes se rad spominjam teh lepih trenutkov, ne. V bistvu z Evropo lahko rečem, da sem bil v Primorju, ampak kar se tiče tega kluba, da mi je bilo tle res nekako z veseljem in res še enkrat ponosom, da sem igral za ta klub. Jaz sem v bistvu bil na dopustu in sem srečal trenerja Slaviša Storjanovića, ne, in je bilo potem, če bi se jaz slučajno vrnil v Domžale, ne. Na kar sem takoj po 5 minutah, to je bilo v bistvu malo v hecu, malo v tem, da imam željo, ne. Da prijem v Domžale, ker sem videl, da se dobro dela v klubu, da je pač ste bliže državni prvaki, ne, prvo leto. Tako da potem sem dobil klic za 10 minut od športnega direktorja Nenada Protega, ne. Tako da in potem smo se v bistvu uskladili, jaz sem mogel še neke stvari doreči v Grčiji, ne. In mi je bilo v interesu tudi, da prijem, da se vrnem nazaj v Slovensko ligo, ne. Tudi igralci smo bili veliko povezani med sabo, tudi izven igrišča, ni bilo tega, ne vem, če slučajno kakšen igralec ni igral, če ni bil med 18, ni bilo nobene zamere, bili smo nekako res povezani in še danes lahko rečem, da je mogoče smo mi ta ime rumena družina po tem 2 naslovih, ne. Zdaj pač igral sem tega napadalca, zadev sem pri Dinamo, kar ni bilo lahko, ne. Lahko rečem, da je Dinamo imel takrat res eno kvalitetno ekipo, sami vemo, kje so te igralci zdaj, kje igrajo, ne. Še zdaj igrajo na tem nivoju, en sam Modrić, ne, v Realu, ne, pa igral je tle v Domžalah, ne. Tako da lahko rečem, da v 2 tekmah smo mi res pokazali en karakter ekipe, nismo se predali, šli smo v tekmo, ne vem, tudi če je bil Dinamo, smo šli tekmo, da zmagamo, v 2 tekmah lahko rečem, da ni bilo neke predaje, ne, že vnaprej, ne, tako da smo tudi v Zagrebu dobro odigrali tekmo, ne. Rezultat je sicer bil 3-2, domača tekma 2-1, tako da lahko rečem, da so te res lepi spomini in lahko še danes, ko sinu pokažem ta gol, ne, pa kdo je se igral za Dinamo, tako da mi je nekako ta tekma res v Domžalah ostala v lepem spominu. Lahko pa izpostavim, ne vem, mojega prijatelja, ki sva že prej skupaj igrala, ne, v Primorju, in to je Siniša Janković, ne. Z njim so se zmer, ne vem, tudi če sem bil slabe volje, so se z njim zmer zabavala, tako da mi je to nekako, ta igralec mi je nekako v tem spominu v Domžalah. Tako da dober, tle so pa tudi nekateri igralci, ki so ostali v Domžalah, ne. Je tudi Rok Hanžik v bistvu priključen strokovnemu štabu, tle je tudi Dejan Đuranović, ki je v bistvu bil takrat v strokovnem štabu, ne. Tudi trener golmanov Filip Filipovski, ne, tako da se pravim, se slišimo z nekaterimi igralci, ko se pa vidimo, seveda pa spijemo kakšno pijačo, rečemo 2-3 besede, se pohecamo, se pošalimo za ta 2 naslova, ne. Lahko tudi rečem, da mogoče kdaj kaj tazga povemo, da rečemo, kdaj bo naslednji ta 3. naslov prišel. Ja, Dražen Žeželj je pa zdaj v sosednjem Viru, tako da imam v bistvu, sem trener mladinske selekcije in trenutno zdaj tudi članske selekcije, ne. Tako da sem še aktiven v tem trenerstvu, ne, in pa delal z mladimi. Zanimivo je poslušati stare znalce. Vsi tisti, ki ste že težko čakali nagradno vprašanje, tukaj je. Sam ne potem name stresati slabe volje, če boste tik pred poletjem pridobili kak kilogram, ko se boste mastili s pivskimi klobasami, picami in ostalimi dobrotami v pivnici Adam Ravbar v Domžalah. Bon za 50 € čaka nekoga, ki bo pravilno odgovoril na nagradno vprašanje, ki ga je tokrat postavil kar legendarni Žeki. Nagradno vprašanje je, proti kateri ekipi sem dosegal zadetek v Evropi? A. Dinamo Zagreb, B. Stuttgart, C. Hapoel Tel Aviv. Če ste pozorno poslušali, kar je danes povedal v oddaji, ne bo težko pravilno odgovoriti. Odgovor zapišite kar pod objavljeno oddajo na našem Facebook profilu. Med vsemi pravilnimi odgovori bomo izžrebali zmagovalko ali zmagovalca. Srečno! Preden končamo zadnjo oddajo skozi rumena očala te sezone, še zadnja vroča novica. Naši 3 mladinci, Lovro Štubljar, Benjamin Markuš in Mitja Ilenič, so dobili povabilo v slovensko reprezentanco U21
za junijski tekmi z Andoro in Anglijo. Fantje, sam gas, vsi bomo navijali za vas. Zdaj smo pa res pri koncu. Seveda bomo na naših družabnih omrežjih aktivni tudi med počitnicami in pripravljalnem obdobju. Veseli bomo, če nas boste spremljali. Sicer pa vam želim lepo poletje, odlične počitnice in se vidimo spet jeseni. Nasvidenje!